Take the beat to the street. Živijo. Petek je seveda dan za brez panike in za vas smo zopet pripravili odlično oddajo. Straight Miki and the Boys so srpska rock'n'roll atrakcija, Desa Muk je najbolj brana slovenska pisateljica, Junaki iz odpada pa nova plesna predstava, ki navdušuje. Predstavili vam bomo tudi skupino IMSAT in si pogledali na naravo skozi oči dveh mladih belokranjskih umetnic. Uživajte! Straight Miki and the Boys je dinamična trojka odličnih glasbenikov iz Beograda, ki so stisnili vplive različnih stilov roka v prepoznaven in karakterni izraz. Različne žanre so strastno in dodobra prekuhali ter stopili v edinstveno zmes, ki ima opojen vonj po dobri stari beograjski sceni. Kako pa se začela njihova zgodba? To je bilo davne 2009. Kao Danilo i ja smo već svirali. To je bilo davnega leta 2009. Danilo in jaz sva nekaj časa že igrala in sicer v enem drugem bendu, potem pa sva ostala sama. Boško je delil studio z nama in z enim drugim bendom in je bil na tem, da preide iz kitare na bas in tako se je vse začelo. Zonu da bi sa gitare prešao da svira bas i tako je krenuo sam. Njihov pristni zvok je sila težko opisati in opredeliti. Bazično to je rock, to je rock and roll. Ali naravno da imamo dosta uticaja i u bluzu i u starom funku. V bistvu je to rock, ampak na nas je vplivala tako blues glasba, stari funk, punk, hardcore punk. Rock and roll leta 2017 ne moreš več definirati kot čisto zvrst. Veliko tega se posluša, veliko tega tudi vpliva na nas, tako da je v naši glasbi res veliko vsega. Mnogo toga se sluša, mnogo toga onako jedu htjeli ne htjeli utiče na nas, tako da stvarno svega ima. Ta glasbena zmes prikipeva od progresivnih glasbenih zamisli ter neizmerne energije. Jednačno svakog od nas zanimaju različiti stilovi i žanrovi muzike, da ne kažem čak i ere muzike. Vsakogar od nas zanima različni stili in glasbeni žanri, da ne rečem kar glasbene ere, tako da nam je to na nek način uspelo združiti v našem bendu, glede na to, da smo v tem pogledu avtentični in da igramo to, kar nam najbolj leži. Autentični i da sviramo ono što osjećamo, da nam najbolje leži. Zaradi eksplozivnih nastopov so dobili renome benda, ki ga preprosto morate videti v živo. Pa sigurno smo live band, mada počinjemo drugo. Zagotovo smo live band, čeprav vedno bolj živimo tudi v studiu, veliko bolj kot smo to včasih. Odkrivamo neke nove čare dela v studiu, tako da smo letos že kar nekaj časa preživeli tam. Provodimo kao neko vreme u studiju, kao fino nam je to, ali pre svega... drugom albumu i bit ćemo dosta fokusirani na to da stvarno... Delamo na našem drugem albumu in skoncentrirali se bomo na to, da, kot je rekel Miki, izkoristimo vse čare, ki se lahko najdejo v studiu in takem delu. Kar nas najbolj zanima, so tej tako imenovani eksperimenti z zvokom, z raznimi elementi v glasbi, ki prihajajo pravi iz studija. Sa raznim elementima u muzici koji baš dolazi iz studija. Glede na to, da se band počasi vztrajno bliža skupnemu desetletju, je na mestu tudi vprašanje, kako se je njihova glasba v tem času spremenila. Energija je ostala ista i taj žar koji mi nosimo sa sobom je tu i ostaje isti. Energija je ostala ista in ta žar, ki ga nosimo v sebi, je še vedno tu. Seveda pa obstajajo neki novi pogledi na glasbo in svet kot celoto. Pomembno je sporočilo, ki ga pošiljaš, ko igraš, tako da tudi pri nas obstajajo stvari, ki so napredovale v zvoku in razmišljanju. Koje su na neki način kod nas evoluirale u zvuku i tako u razmišljanju. Zaradi svojega eksplozivnega zvoka nekateri Miki in njegove fante uvršča kar v beograjsko underground sceno.
Sam ne znam kao da li je underground. Ne vem, če je to underground, kajti vsi se najdemo v istem košu. Naj gre za glasno glasbo 80-ih, 90-ih. Vsi menda spadamo na isto mesto in to je rock'n'roll. Underground kot pojem pa sploh ne vem, kaj naj bi pomenil. Kao više kao pojem, ne znam šta znači. Mi sami sebe nismo doživljavali kao band koji nekako najviše funkcioniše kao nešto ima nekako. Mi smo sami sebe doživljali kot band, ki ima svoje mesto pač v Srbiji. Ko rečeš underground, jaz takoj pomislim na regijo. To je po mojem mestu stvar lokacija. Tukaj so nekakšni pop-rock mediji, ampak underground obstaja, vedno se čuti, da bi bil lahko še večji. Zopet pa nima nobene ambicije, da bi postal popularna glasba. Neki mediji, nešto, ali nekako taj underground postoji, on se uvijek neku ruku nameće da bude nešto veće, a opet i nema neku veliku ambiciju da postane nešto kao popularno. Novo sezono Popslastic v novomeški knjižnici Mirna Jarca je odprla najbolj brana slovenska pisateljica Desa Muck. Med drugim je tekla beseda tudi o tem, kako pri njej poteka ustvarjalni proces, ki je za vsakega plodovitega in kvalitetnega avtorja pravzaprav ključnega pomena. Ja, to poteka vsak dan. To poteka vsak dan, 24 ur na dan. V bistvu, če si pisatelj, na nek način skozi ustvarjaš, če ne na prvem tiru, pa na kjer je zdaj drugi tir ali tretji tir. In kako pa to poteka, je pa kar dosti kompleksno. Več dejavnikov je tle vpletenih noter, ne? Od spominov do opazovanja, do domišljije, do zelo trdega dela. Marsikaj, no, v glavnem. Tako da v enem stavku vam tega žal ne morem povedati. V svojih številnih knjigah se je dotikala tudi tako imenovanih tabu tem, tistih, ki se jih drugi raje izogibajo. Zdaj tabu tem res vedno manj, ne. Moram že kar potruditi, kakšno najdem. Ja, govorim, oziroma pišem rada o tabu temah in o omejitvah, o kjer tlačimo posameznike ali pa tudi celo družbo in si jemljemo svobodo in veselje do življenja s tem. Po vrhu vsega so njena dela prežeta s humorjem. Kakšen smisel za humor pa imamo Slovenci? Ja, Slovenci zelo slabo prenašajo, če se na njihov račun. Recimo, če bi se zdaj vas norce delala, kot Slovenc najbrž bi imel dolg ksiht takoj. Če bi se pa z vašega soseda, bi se vam pa super zdel. Poleg literarnih del Desa zelo veliko piše za televizijo in gledališče. Seveda pa je ustvarjalni proces, ko piše za eno ali drugo, povsem različen. Glede na to, da so za čisto vsak žanr oziroma obliko pisanja, s katero se jaz ukvarjam, res pišem 100.000 različnih stvari, ne. Vedno se najprej vprašam, za koga pišem, ne. Kdo je tisti, ki bo to bral ali gledal ali v teatru ali na televiziji ali karkoli. V to se vedno zelo poglobim, ne, in potem se pač temu prilagodim. Ker to je moj poklic, ne, jaz napišem zase. Poslanstvo v Popslastici tudi o tem, da čim več mladih navdušijo nad branjem. Se potrudim, da sem čim bolj simpatična. In potem jaz verjamem v to, da nobena bo bral, če ga silaš v branju, ampak če ga bo to zanimalo, recimo, in mogoče, če bo vzel, recimo, kakšne knjige za začetek tudi moje, pa mu bojo všeč, bo vzel še od koga drugega, pa bo še od koga drugega, pa tako naprej. Ga bo začela bolj zanimati. Češ pa tam morate brati, bla, 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 to pa. Ne potegne, ne? Namen projekta je spodbujanje branja pri mladih. Zdaj vemo, da živimo v časih, mladi vedno manj berejo, pravzaprav zaradi elektronskih medijev, zaradi vse te tehnologije, ki nekako knjigo odriva na rob. Tudi raziskave kažejo, ne, da v bistvu 60% Slovencev niti ene knjige ne prebere v enem letu, kar je zaskrbljujoče. Tako da smo se pred leti že sicer odločili, da začnemo ta projekt, da spodbudimo mlade k branju, da jih nagovorimo, pravzaprav, da povabimo znane
medijske osebe, ki ustvarjajo pravzaprav na različnih področjih, ni nujno, da na literarnih, ne, ampak da nekako povežemo to pomembnost branja z ustvarjanjem. Ne. V preteklih sezonah so že gostili nekatere izredno zanimive goste, ki so predstavili svoje življenjske zgodbe. Izkušnje naše so zelo dobre. No? Projekt se je med mladimi prijel. Tudi, tako se mi zdi, da je že kar postal neka blagovna znamka, pod katero vemo, da bo prišel nekdo zanimiv in da se bomo pogovarjali o knjigi. Projekt moram reči, da je celo že doživel nekaj premier tudi v tujini, na Hrvaškem, no? Tudi v knjižnicah po Sloveniji in trenutno so projekt začeli izvajati v Novi Gorici, pač po vzoru našega projekta. Je pa veliko zanimanje, no, moram priznati, tudi med učitelji po šolah po Sloveniji, no, da bi nekako ta projekt se razširil. Po izjemnem uspehu plesne predstave Ta nori šolski dan, ki je bila na odru prvič uprizorjena leta 2014, se plesalci plesnega studia Novo mesto vračajo še večjo in bolj zanimivo zgodbo. Tokrat bomo spoznali junake z odpada, predstava pa je bila premierno odigrana na nabito polni športni dvorani v Stopičah. Prvo to, da se vseh nas skrivajo junaki, to, da jih je treba včasih tudi poiskati, da ne pridejo sami. Drugo pa to, da je mogoče bi bilo fino, da majčkeno pazimo na to, kako drug z drugim govorimo. Recimo. Pa to je ta čas, ko ves čas se nekako ljudje ne najdejo v družbi ali ni službe. Mi smo pa hoteli prikazati, da v bistvu vsak človek ima nekaj sebi, ki lahko pokaže in zna marsikaj narediti. Vsej mladi smo v nekem svojem svetu. Po moje zaradi tega, ker smo preveč nas mamice mazijo. V pripravo na to predstavo je šlo kar 350 ur plesnih vaj. Mislim, da smo porabili okrog 4 mesece samih vikendov čez cel dan, tako da kar veliko delamo. Lik, ki se mogoče ni vklopil v družbo, pa nosi vse mnogo več, kot drugi vidijo. Predstava je zasnovana tako, da je namenjena vsem generacijam. Moja hčerka hodi 4. razred, predstava čisto normalno razume. Hkrati je pa še bolj, saj vsak si lahko svoj film naredi, svojo predstavo o sami predstavi, tako da za celo družino. No? Novomeški plesalci so z uspehi na zadnjih let večkrat dokazali, da resnično obvladajo svoj posel. Zmeraj se izkažejo in zmeraj me presenetijo in zmeraj me pustijo brez besed. Jaz mislim, da bo vsak našel v njej nekaj zase. Je zelo aktualna predstava. Ob uspehu prve plesne predstave pred nekaj leti so bila pričakovanja od nove še toliko večja. Sploh, ker je bila prva tako odzivna, vsi so bili navdušeni, še kar nekaj let se je govorilo o tej predstavi. Tako da ja, seveda. Je pa ta boljša, no, lahko povem. Definitivno je več pritiska, ampak je tudi izziv in mislim, da smo vse to super premagali, ker je nastala res boljša predstava kot tista prejšnja, v vseh pogledih je boljša. Zanimivost te predstave je tudi v tem, da se v njej prepletajo Trdinove bajke in povesti o Gorjancih, kar je dalo junakom z odpada tudi lokalni pridih. Želel sem vklopiti nekaj avtohtonega, zato sem se pri ustvarjanju naslonil na to knjigo in zelo zanimivo branje. Seveda nismo dobesedno kopirali z knjige, vzeli samo določene neke motive, ampak mislim, da je prav treba razmišljati lokalno. Ko smo se spraševali, kaj bi v bistvu lahko naredili, da bi bilo zanimivo za Novomeščane, smo se srečali tudi s Sašom Džukićem. On je v bistvu rekel, lejte, v tej knjigi je kar nekaj teh zgodbic, pa še par drugih znamenitosti v Novem mestu in tako smo v bistvu potem Željko Božič napletel zgodbo s tem. Junaki ali odpadniki? Jaz mislim, da je vsak človek že doživel oboje, no? Da je bil včasih in odpadnik in junaka, ne? In odvisno s katerimi očmi pogledaš, ampak te ljudje, te plesalci novomeški so definitivno ogromni junaki.
IMSET sta 4-članska rock skupina iz okolice Domžal, ki se držijo modernejšega roka trših ritmov z elementi elektronike in dubstepa. Svojo glasno glasbo so fanti tokrat predstavili v Mladinskem centru Krško, njihovi začetki pa segajo v leto 2010. Naš bobnar je tudi moj bratranc, sem se ga malih let skozi naštimo, da bo enkrat z nami igral. On je moj sosed, klaviaturista smo pa nek dobili, kar prišel. Od nekoliko bolj previdnih začetkov do danes so se tudi sami precej spremenili. Čisto na začetku sva midva še v 7. razredu igrala kitaro. Jaz nisem že dober kitarist, sem šel na bas, ne? Tako smo dobili basista. Posta pa nekako se še ona dva priključila, v bistvu s potoma, ne? Tako da pa smo pa počas gradili, ne? Fanti so veliko uspehov dosegli tudi na glasbenih tekmovanjih, ki so se jih udeleževali predvsem na svojih začetkih in zaradi večje prepoznavnosti. Za začetek kot band sam, ja, fajn, da imaš neko potrditev, da delaš naprej, ne, ti ta energijo, voljo, da delaš še naprej. V bistvu smo tudi zdaj se prijavili na Volkswagen Rocks, smo tudi prišli naprej na prvem koncertu s Captain Morgan's Revenge, s katerim danes tudi igramo. Tako da ja, v bistvu je fajn, ker je ena taka potrditev in ti da zagon, da delaš naprej še svojo glasbo in je fajn. Predvsej se je spremenil tudi njihov zvok, ki je danes že mnogo bolj dovršen. Na začetku smo res, prvi komadi so res krep, ampak zdaj pa res delamo na svojem zvoku, ne, tako da imamo vedno več elektronike, no, vedno probamo pač neko svojo smer ustvariti, kar se mi zdi, da nekako postaja. Ja, v bistvu smo zdaj smo začeli še malo. Najprej smo sprobali skupaj z dubstepom, pa rock muzika in smo v bistvu gotovili, da nam kar paše to, da je fajn. Tudi v živo smo že zaigrali parkrat eden izmed novejših komadov in se je dobro prijel, oziroma dober odziv. In v bistvu delamo zdaj v tej smeri, da bo jeseni prvi album. Na albumu bo predvidoma 10 avtorskih komadov. Žgal bo, pa fajn bo, ne. To je zgodba, to je naša zgodba, pa da se pokažemo, kaj radi počnemo. Ne. Poudarek benda je na avtorski glasbi, ki se ji posvečajo že od svojih začetkov. Igramo pač samo avtorsko glasbo, načeloma vedno več avtorske glasbe, te boljše, ne. Tako da probamo se distancirati od vseh coverjev pa to in pač poskušamo sami svojo muziko furati. Mislim, ja, ne, sej itak se, če priješ enkrat na oder gor, da pokažeš sebe, ne, vsak zna cover igrati, oziroma priredbo, tiste akorde se že naučiš narediti nekaj svojega, novega, svoje besedilo, ker vse sami pišemo, ne. Je pa malo težje, oziroma težje. Pač pokažeš, kdo si in narediš žur s svojimi komadi, se mi zdi, da je to največja potrditev po na koncertu. Fantje pa najbolj uživajo takrat, ko so na odru. Do sedaj so igrali že na večjih kot manjših, svojo sled pa so pustili tudi že na nekaj festivalih. Tudi mi imamo tako narejen, da tisto, kar se sliši na posnetku, studijsko, kar posnamo, mi isto naredimo tudi na odru, oziroma če ne še boljš. Ne, res, nismo tako, da studijski band, da je uživa pol čisto drugače, pri nekaterih to je. In se v bistvu držimo tega, da kar uživo odigramo, je tudi isto potem na plati, oziroma posnetku. V Mladinskem centru Metlika sta svoja slikarska dela postavili na ogled mladi umetnici Anja Črnčič in Tamara Pinterič. To je bila Tamarina prva javna razstava, medtem ko ima Anja s tem že nekaj več izkušenj. Seveda pa je pred domačini vedno nekaj posebnega razstavljati.
V bistvu doma je bolj sproščeno, ampak tudi ne, ker je vseeno je skozi neka napetost, če bo to v redu, če bo tisto. Se malo obremenjuješ s pogostitvijo, samo sliko, postavitvijo, odzivi. Mislim, da je malo teže doma, ker se sekiraš pa sprašuješ, kaj bojo pač povedali, ker pač poznaš, ne? In včasih te pač odziv od bližnjih bolj malenkost prizadene kot nekega tujca, ne? Kaj se tiče samih razstav v Ljubljani, si bolj sproščen, ker ne poznaš okolico in ti je vseeno pač za komentarje, ne? Edino to je razlika, no, v bistvu. Razstavo sta naslovili Narava skozi najine oči. Skozi njune oči zato, ker nas želita popeljati po poteh raznolikosti dveh povsem drugačnih oseb, z različnimi slogi in tehnikami ustvarjanja, vendar z enakim, poveličujočim pogledom na naravo. Narava mi veliko pomeni, mi daje inspiracijo, navdih in me sprošča, no, mislim, slikanje me nasploh sprošča. Dodali pa smo tudi nekaj del iz prostega časa in iz študijskih ur. Moje skozi naravo je v bistvu zaradi tega, ker jaz dojemam vse karkoli gre skozi naravo. Ko hodim recimo na faks ali karkoli, vedno grem peš, rajši kot pa s kakim javnim prosredstvom in tako sem tudi pač inspiracijo vsega dobila, ne. Kot je že rekla Tamara, pač tudi so neka dela predstavljena skozi samo študijsko pot in je tudi celotna pot, ki je pa povezana tudi z neko pač energijo, povezavo vsem skupaj. Kakšen pa je naš odnos do narave danes? Menim, da je naš odnos do narave, da malo premalo posvečamo pozornost in čas in da ne toliko uživamo v naravi, kot so to znali včasih. No. In to razstavo smo želeli tudi malo spomniti na to, da nam narava lahko dejansko veliko pomeni, nas sprosti. V Beli krajini ljudje še vedno živijo precej bolj v sožitju z naravo kot v kakšnih drugih predelih Slovenije. Sicer jaz sama, ki že 7 let živim v Ljubljani in sem zadnje čase zelo malo v Beli krajini, je prav ta preskok, recimo med samim betonom pa pač tole naravo je definitivno pač nepopisna razlika, ne. Še posebej pol v poletnih pa spomladanski dni, tako da se mi zdi, da je pač to ta vrednota, ki je pač pomembno jo tudi poudariti pa pokazati širši javnosti, da se lahko pač izkoriščamo ta naravno dobrino, no. Avtorici sta svojim izurnim umetniškim očesom ocenili delo ena druge. Zelo spoštujem njeno delo, ker je čisto nekaj drugega kot moja. No. Recimo ona veliko bolj pozornost posveča detajlom, manjšim linijam, jaz pa sem malo bolj nasprotje nje, no. Večje površine, večje poteze. Tako da je zanimivo v bistvu, kako lahko še vedno funkcioniramo, da se dopolnjujeva, no. Njeno delo in moje delo in tako zdaj smo dokazali, da lahko z tega skupaj eno celoto naredimo in res upamo, da je ljudem všeč in da bojo malo razmislili, no, o naravi, odnosu do narave, o pomenu narave. Tokom najinega ustvarjanja sem se jaz počutila kot njena starejša sestrica, ki mi je bilo zelo fajn, ker v bistvu so se dopolnjevale, obe dve smo imeli neko blokado, kaj če niso najine stvari dobre, ampak potem začutila sem jo, ker sem jaz, ko sem še mlajša, sem bolj tako raztrešeno ustvarjala in prav njena stvar so mi pač všeč, ker z barvami in svojo energijo, to raztrešenost, pa tole obtavanje malo še, ne, ki se išče, pač izrazi na papiru in to mi je bilo pač fajn, ker sem bila v bistvu, res sem se počutila, ker sva imava dovolj istih tistih skupnosti, ki jih malo na drugačen način pokažemo. Jaz ga z linijo, ona ga pa z barvo, čopičem in platnom. Glede na njuno mladost ima sta še vrsto ustvarjalnih let pred sabo. Trenutno se najbolj najdem v slikarstvu, najbolj uživam s čopičem v roki. Bomo pa videli, na kam me bo pot še naprej popeljala, ampak upam, da bom ostala v umetnosti, da bom lahko enkrat živela od tega. No. To je zaenkrat moj cilj. Tudi Anja pa ima precej jasno zastavljene cilje. Ja, moja študijska pot se končuje in v bistvu bo se pa nadaljevala v dizajnu, katero upam, da mi bo uspelo še razviti svoj dizajn, kaj slovenskega pač povezati, da malo predstavimo. Drugače pa sem že danes omenila Tamari, jaz bom oblikovala stanovanja, ona bo pa za moje stanovanja slike, tako da bova najdla skupno povezavo. Naslednjič bomo podrobneje predstavili hip-hop kulturo. Pižama bo gostil čisto pravo izobraževalno stand-up komedijo, režiser Rok Biček pa zopet ustvarja nekaj novega. Čez 14 dni se zopet vidimo na istem mestu in ob istem času. Bodite lepo!